ogromno stvari ponuja. No, wow, je pa prav tale, to je tako kot v antiki, ko so imeli govorniške palice. Dobro, tako da ti tri elementi, ne, da se vsebinsko dodatno izobražajo, so sami vsebini predmetov, jih slišiš še z drugih ust, z drugimi poudarki, to, potem akademska študijska kultura, vidiš obštudijske dejavnosti, življenje na akademiji, to je en element, pa še ta tretji element, ko dejansko je življenjski element, ko se naučiš sam poskrbeti zase, bivati v nekem drugem okolju in s čemer pridobiš samo zaupanje. Ne? Tako da to bi jaz rekel, so neke res neprecenljive izkušnje, ki ti jih lahko takšna izmenjava, kot je Erasmus, ponudi. Zdaj, kar se tiče bolj tehničnih, pa tudi kakšnih vsebinskih stvari, bo seveda jih omenila Maja. Na koncu bomo pa najbrž imeli kakšno debato, pa boste tudi lahko vprašali kogarkoli izmed nas, pa še to enkrat for the record, ker ne vem, če je že bilo posneto ali ne, za socialne pedagoge in vizualne umetnosti in oblikovanje imamo poseben poudarek institucij, na katere lahko gredo na izmenjave, tako da lahko tudi potem še kaj več o tem povemo, če bo vprašanje. Zdaj za vizualne umetnosti in oblikovanje ni nikogar tu, pa bo mogoče samo naknadno povedal, kere so te možnosti. Tako, no, tole in še ena stvar, na koncu bo še tudi nekaj malega, no, kot neko presenečenje bom dal. Hvala. Ne vem, kaj to deluje, se sliši? Ja, v redu. No, lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Maja Bratuš-Vidmar in sem zdaj na novo tudi jaz zaposlena prav na vaši fakulteti za vse razne mednarodno sodelovanje in tudi za Erasmus seveda program. Drugače sem pa na univerzi že 10 let oziroma še več, tako da poznam kar dobro te stvari, no, kot je že naš prodekan povedal, zdaj bi vam povedala danes na kratko, mogoče čisto nekaj informacij o programu in o razpisu, ki bo zunaj v nekaj dnevih. Potem pa imamo tukaj eno študentko, ne, ki nam bo povedala svojo izkušnjo z prve roke, kar se nam zdi najbolj pomembno, in seveda tudi eno študentko, ki je trenutno na mobilnosti in upamo, da se nam bo potem pridružila preko Zooma. Tako da bi kar mogoče šli najprej skozi slajde. Če imate kakšno vprašanje ali pa če kaj ne razumete, se zmenimo tako, da si zapište in bomo potem na koncu predebatirali. Mogoče tako najboljše edino, če res kaj ne razume, kdo potem bi lahko vmes, drugače pa rajši pol na koncu. Tako da ni problem in seveda smo na razpolago potem kadarkoli za vse informacije. Tako da zdaj kar tako najprej na kratko par besed o Erasmus programu. Verjetno večina od vas je že slišala, zdaj tudi že v osnovnih šolah, srednjih in tudi seveda na univerzah modern Erasmus program, ki v bistvu omogoča, da del študijskih obveznosti opravimo v tujini. Tako da to je ta naš bistven, v bistvu najbolj pomembna stvar, ki smo se nekako odločili tudi na univerzi, na Primorskem in pedagoški fakulteti, da to spodbujamo in da en del svojega študija in obveznosti opravite na naši partnerski univerzi oziroma odvisno ali greste pol na prakso tudi na instituciji. Kaj sploh ponuja? V bistvu Erasmus Plus ponuja to, da imate ugodnosti, da ste tam kot njihov študent, da se lahko udeležite, da imate vse od prehrane do registracije izpitov, vse v bistvu brezplačno. To je nekako pogoj za vse univerze, ki so združene v Erasmus mreži. In da tudi mogoče ste upravičeni, da imate kaj, se boste usedli, da ne boste, usedite se, ja, da ne boste stali, no, zdaj tle 1 uro, res se mi zdi, kar pridite sem, ja, še vi dva, ti tam od zadaj, ja. Ne, dobro. No, tako da to je čisto na kratko, kar imate ugodnosti, to si lahko tudi pogledate in dejansko se splača. No, ste študent, kot da bi bil študent na naši fakulteti, ste pri njih študent, tako vas tudi obravnavajo.
Kar se tiče štipendije, to je sigurno najbolj pomembna stvar, ena od najbolj pomembnih stvari, no, je odvisno od države gostiteljice, višina je odvisna od države gostiteljice, tako da to točni zneski bomo mogoče potem pogledali, koliko in kaj se da dobiti. Vsi izbrani študenti načeloma junija nekako pošljajo prošnjo za finančno pomoč, potem status študenta imate še vedno in bivanje. Bivanje načeloma je na kampusu, če imajo možnost, drugače pa vam tuje institucije, tako kot naprimer naša, pač univerza na Primorskem, kot veste, nima za vse študente svojih študentskih domov, tako da potem v bistvu mi priskrbimo privatnike oziroma možnosti drugih nastanitev, ki si potem zrihtate, ne. Tako da to nekako nudi Erasmus plus. Potem mogoče razpis. Razpis bo v kratkem zunaj. Jaz sem govorila, preden smo začeli to predstavitev z našim pomočnikom rektorce in dejansko je v zadnjih fazah priprave, tako da lahko rečem, da bo jutri v začetku drugega tedna razpis zunaj. Bo na spletni strani naši, v bistvu v pedagoške fakultete in bo tudi na univerzitetni, tako da to si poglejte, ko bo razpis zunaj, ampak pol razpisu naprej bomo kasneje še. Gremo prej, v bistvu mogoče to obdobje, za kdaj sploh razpis je. Ta razpis, ki je zdaj od zunaj, je za obdobje od 1.6. do 30.10. V bistvu za naslednjo študijsko leto, ne, 23-24. Tako, to vrste mobilnosti, verjetno vsi veste, da lahko gremo na študij ali pa na prakso. Zdaj pač od COVID-a naprej obstaja tudi ta kombinacija, virtualno in potem tudi fizična mobilnost, ampak naprimer konkretno pri nas na univerzi tega še ne prakticiramo. So pa ene univerze, ki tudi to imajo, del poteka virtualno, del pa v bistvu v fizični obliki, ampak to morate, je treba posamezno institucijo kontaktirati in videti, kaj imajo. Dejansko pa sredstva dobite vedno samo za fizične mobilnosti, ne? Tako da za virtualno ni predvidenih sredstev. Je potem možnost za doktorante, no, ne vem, če imamo koga tukaj, tudi za kratkoročne, to je za par dni, to kar drugače ni. Za navadno študijsko mobilnost je od 2, kot piše tu, do 12 mesecev, načeloma pa je to en semester. Tako da to univerza vam ponuja. To je različno od univerze do univerze, ne vem, univerza v Ljubljani vem, da 2 semestra, mi lahko finančno v bistvu čim več študentom omogočimo za en semester, da greste na študij. Tako da si znate malo predstavljati. Praksa, to je ena novost v tem smislu, da letos smo se odločili, da študij bo razpis omejen na 1 mesec, ne, pomeni, da zdaj, ko bo razpis zunaj, se morate vi v 1 mesecu načeloma, dokler je v bistvu deadline, bi rekli, prijaviti, medtem ko bo praksa odprto prijava. Pomeni, da ko se boš ti zmenil za prakso, boš šel lahko na prakso, ne. Tako da ni, v preteklih letih je bilo to združeno, ampak iz izkušenj smo se odločili, da bo to odprto, da prakso v bistvu, ko imaš res zmenjeno, se pol greš, se prijaviš, ne. Tako da nekako se res realizira, ne. Drugače je bil sip tako velik, da dejansko so se prijavljali študenti, naprimer, da bi šla tam in tam na to in to šolo in potem se niso zmenili, ne. Tako da je to sigurno boljše. In pa praksa novi diplomanti, ne. To ne vem, če veste, ko diplomirate, imate še 1 leto čas, da opravljate prakso. Tako da je možnost, da greste kot mladi diplomant, mladi oziroma novi diplomanti, no, jaz rečem mladi, v bistvu greste lahko potem še upravljati prakso. Tako da to tudi ni slaba stvar, ne, če nekdo to želi. Je pa možno tudi pisanje diplomskega dela, ne. To so tudi pol opcija. Tako da študij, pisanje diplomskega dela, praksa in potem praksa kot novi diplomant. Tako. Kdo se lahko prijavi? Ne? Študent UP, status rednega izrednega študenta, evo novega diplomanta, kot sem rekla, 1 leto po opravljeni diplomi, in tisti, ki niso izkoristili 12 mesecev. Ne? To pomeni, da lahko greš v enem v bistvu ciklu, ne, 12 mesecev skupaj. Tako da malo kdo to v bistvu ne, gre čez to, ampak samo da veste, to so omejitve. Ne? Tako da
Da vemo. Potem sodelujoče države. Tukaj imamo seveda EU, ne, v bistvu vse članice Evropske unije. Poleg tega imamo Liechtenstein, Srbija, mogoče Srbija zanimiva, ker imamo tudi z njimi, dosti sodelujemo, no, čisto tako. Turčija tudi imamo pogodbo z njimi in bom šla potem skozi tudi, kaj v bistvu naša fakulteta ponuja, in Norveška. No. Te so še za nas pomembne, ker na te institucije v bistvu teh držav bi lahko tudi vi šli. Ne. Tako, drugače pa je to nekako, so vse možne države. Tako, kdo gre lahko? Seveda Slovenijo, ne, to so v bistvu možnosti, država, katera je lahko, v bistvu, če imamo koga, ki ni Slovenije, pa študira pri nas, imamo kakšnega takega? Ja, iz kje pa ste? Tista, ki je z Bosne, ne more iti v Bosno, tista, ki je Srbija, ne more iti v Srbijo. No, no ne. Ja, smo imeli primere, ko so si nekateri želeli, ne, tako da pač samo da vam povem, no, tako da to je omejitev, ja, kar je logično, ne. Drugače pa partnerske institucije, naprimer zdaj tukaj so trenutno s katerimi državami oziroma katerimi institucijami, v katerih državah imamo podpisane sporazume. To so vse države. To so načeloma vaše države, ki bi si jih lahko zbrali. No, tako. Bolj pa seveda za to institucije treba pogledati in tako naprej. Ampak to, ne, tisto je bila širša slika vseh držav, tukaj pa imate zdaj tiste, ki bi bile res za vas ne, interesantne oziroma možne. Tako. Kar se tiče študija, govorimo, ne, kar se tiče prakse, ni omejitev. Mislim, v bistvu tam, če si zrihtate, je potem drugo. Ne. Tako, to. Kot smo rekli, trajanje mobilnosti največ 3, za študij govorimo, in najmanj 3 in največ 12 mesecev, načeloma 1 semester smo rekli, praktično usposabljanje od 2 meseca je minimum 2 meseca, no, tako da je malo razlika, in 12 mesecev potem skupaj. In se upoštevajo vse pretekle mobilnosti in seveda tudi meseci. Ne glede na to, ali študij ali praksa, vse se še šteje skupaj. Tako. Študijske izmenjave, partnerske institucije, to je pomembno, v prilogi v razpisu boste imeli v bistvu te države, ki smo videli, je zraven katera institucija, kam se lahko prijavite, torej vnaprej določeno z bilateral agreement je to, tako da v bistvu z temi podpisani sporazumi, so objavljeni v razpisu. Pazite za zahtevo jezika. Jezik je sigurno ena stvar, ki je tudi pomembna, tako kot za tiste, ki pridejo k nam na fakulteto, ne zahtevamo, vedno tudi oni zahtevajo, govorim, tuje institucije zahtevajo neko raven in to bom potem na koncu tudi pogledali, kako se nekako preverja. No, samo da veste in na svet, izbirajte to, mogoče čisto moj nasvet, institucijo in ne samo, ne vem, atraktivno destinacijo. Nekdo bi rekel, imamo Španija, gremo v Španijo, tam ne, vse je logično, tudi jaz, ne, ampak pogledajte institucijo, kaj boste vseeno, ali je to dobra, pogledajte si malo na spletu. Zdaj, če greste v Španijo, vam povem, da 3/4 je samo španskih, programi so samo v španščini, ne, tako da malo pogledajte, no, ne samo državo, ne, je tako, naš prodekan lahko to potrdi, tako da vam predlagam, da si pogledate, katere bi bile, seveda, lahko v Španiji tudi, da lahko delamo krivico, ne, nekdo zelo dober institucija, imamo tudi ene res dobre, ne vem, Alicante in tako naprej, ampak pogledajte si, ne, tako da ne samo državo, oboje, vedno preverite, no. Ja, in predvsem to potem tudi nekako v motivacijskem pismu dodajte, ne, da bomo vedeli, zakaj ste izbrali to institucijo in kaj bi želeli, no, tako, od vaše mobilnosti. Valjda, v bistvu tisti, ki gre nekam, ima tudi neke obveznosti, ne? Tako da je potrebno študijski program oziroma learning agreement, to je ta vaš famozni v bistvu obrazec, na katerim se dogovorite, katere predmete boste zbrali in kaj se bo priznalo, v bistvu uskladiti za to institucijo, kamor bi šli, in za nami, našo matično institucijo. Pomeni, da se tukaj boste imeli nekaj dela, no, tako pač dela v tem smislu, da pač morate videti, katere programe bi izbrali in kaj vam bojo lahko potem profesori na naši fakulteti priznali. Zdaj, kolikor jaz vem, no, odkar sem tu, so mi tudi povedali, da se je to kar poenostavilo. Prej
vsak študent mogel iti do vsakega profesorja in ga prositi, kaj boste mi to priznal, kaj to je veljavno in tako naprej. Zdaj pa je to v bistvu koordinator oddelka, če se ne motim. Ja. Kar pomembno je. Tako. Ne komunicirate individualno. Ja. Ta točka je kar pomembna, bom sem na kratko dodal. Ne komunicirate individualno z nosilkami in nosilci predmetov, pač z predstojnikom oziroma predstojnico, ki vam priznava predmete v sklopu Learning Agreementa. No? Predstojniki so tista točka, prva točka kontakta, ne? In oni vas potem, če vas usmerijo dalje. No, tako, ja. In potem v bistvu imate pa tudi v tujini opravljene obveznosti, ne, se potem priznajo. Tako da tukaj treba paziti, da se razlikuje naprimer od tega, zdaj tukaj, kaj se prizna in kaj se uveljavi. Uveljavljeno v bistvu imate vse, ker če ne drugo, se da prilogo k diplomi in boste imeli neko dodatno stvar, ki tukaj ni v bistvu nujna. Medtem ko priznavanje, to se pa prizna predmete, tiste, ki imate usklajeno prej, da vam bojo jih ocenili in da vam bojo tudi tukaj potem oproščeni. Tako. No, mogoče se potem imamo tukaj našo študentko, nam bo ona še direktno povedala, kako je imela ona to izkušnjo, ampak kot sem rekla, mislim, se skuša čim bolj iti vam na roko, da se to vse skupaj čim bolj poenostavi, ne? Ker dejansko to se mora, je logično, če nekdo nekam gre, bi rad tudi tam upravil neke obveznosti, ne? Tako da to se mora se dogovoriti. Če gre kdo mogoče za pisanje diplomskega dela, v bistvu tudi tukaj treba se dogovoriti z mentorjem oziroma se potem treba imeti soglasje, kaj se bo delalo, tudi točno oceno, kdo bo kaj odnesel tega, tako da tukaj tudi spet je na svet tako čisto, ne, da če se odločite za to, ko se prijavljate, napišite zakaj, kaj boste delali v bistvu tudi v motivacijsko pismo, ne. To vam je potem sigurno tudi zelo pomembna stvar, da boste izbrani. No, za praktično usposabljanje, kot sem rekla, ta razpis v bistvu ne bo zdaj konkretno za praktično, ker bo razpis za praktično usposabljanje odprt, ne. Tako da tukaj spet sodelujoče države so vse države, tiste, ki so bile gor navedene. Sam študent poišče, kam bi si želel iti, tako da to je na vas, ne. Kot sem rekla, za en dober primer imam, tako meni všeč v Barceloni, v en vrtec gre ena študentka, na primer, ne, ali pa kamorkoli, kakšno šolo, tako da to so res, ne, opcije. In katere so vrste oziroma katere so institucije, kjer je dovoljeno, da greste, so potem v glavnem razpisu dodane, napisane oziroma tako je. Institucije in druge organi EU v bistvu tlele imate, kateri so in kateri se ne sme iti, ne. Tako da vi v bistvu, ker da ni dvojnega financiranja, so organi Evropske komisije izvzeti, no, čisto tako, preprosto, ne, povedano. Drugo pa vse, kar je privat, vse, kar je privatni sektor, vse, kar je gospodarstvo, vse, kar je javno šolstvo in tako naprej, tudi privatno šolstvo, vse pride upoštevno, razen pač teh izjem, kar sem povedala. V bistvu tako, kar se tiče za praktično usposabljanje, seveda mora biti povezano z vašim študijskim področjem. In spet je tako, da se je potrebno dogovarjati za prakso z institucijo, da vam bo to odobrila in potem tudi z nami, da vam bomo mi potrdili in potem tudi, da bomo ta Learning Agreement podpisali. Vse skupaj, če želite iti, je dobro, rajši malo prej kot kasneje, ker vseeno dokler se to vse sprovede, je tako, se 2 meseca takoj obrnejo, no. Tako da jaz predlagam, da se to tudi malo razmišljate vnaprej. In kot sem razumela, zdaj tudi tako, no, prodekan boste mogoče povedal še, strokovna praksa se lahko tudi v okviru študija en del opravlja, če sem, ne, tako. To je zdaj tudi po novem, kar ni bilo, ne. Je pa potrebno tako se dogovoriti, da vse prej se z mentorjem dogovorite, ne, in predelate, tako da to je čisto spet vse v dogovoru. Zdaj prijavnice, ko bo razpis zunaj, je spletna prijavnica, kar pomeni, da nič ne prinašate nobenega papirja meni, nobenega papirja mentorju, nobenega papirja nikamor, v bistvu, ampak samo preko spleta. To pridete v vaš ŠIS in se prijavite preko gesla in tam imate potem vse možnosti, tudi boste imeli institucijo, kaj boste izbrali in tako naprej.
kratek življenjepis v slovenskem jeziku morate pripraviti ali pa v angleškem. Zdaj, načeloma je dovoljeno tudi v tujem jeziku, ampak vedno mora biti slovensko-angleško zraven. V tem smislu, če bi šel nekdo v Italijo, lahko da italijanščini, ampak mora biti tudi v pač slovenščini ali angleščini, ker komisija ni rečeno, da bo znala ravno, ne vem, zdaj govorimo, če gre nekdo na finsko, mogoče vi znate, nekdo v komisiji ne bo znal finsko, no, čisto samo zaradi tega. Drugače pa motivacijsko pismo, vam povem, to je najbolj pomembna stvar pri prijavi. No. Tako, motivacijsko pismo, zdaj zakaj gre? Življenjepis, čisto tako, enostavno. Kaj do danes, na kateri šoli ste bili, kakšne izkušnje ste delali, čisto vse, čim več vaših informacij, ne vem, s čim se ukvarjate, kaj vam je všeč, to se da v kratek življenjepis. Motivacijsko pismo pa v prihodnosti. Kaj si vi želite, zakaj bi to izbrali, kakšna vam bo ta izkušnja, ker ne vem, jaz bi delala rada tam in tam ali pa bi delal tam in tam, bom šel tam in ta izkušnja mi bo pomagala, da bi lahko prišel do svojega cilja. To je tako, čisto na kratko, malo si tudi na spletu, vse veste, te motivacijska pisma, ampak ne povzemati, ne, dvakrat življenjepis, ampak mogoče samo kot izhodišče vzeti, da kaj bi pol želeli. No, tako. In dokazilo v tujem jeziku, ne, to, če ste imeli na fakulteti, če imate na fakulteti angleščino, potem ni problem, ker to bomo mi pridobili. V primeru pa, da niste imeli, ne vem, ali pa nimate kakšnega potrdila, pa potem morate sami priskrbeti, ne vem, spričevalo od mature, če ste imeli na maturi, pač eno potrdilo, da vemo, da vi jezik dovolj obvladate. Večinoma je tudi tako, da se nekako tisti, ki piše v angleščini, komisija vidi, ne? Se takoj vidi, če nekdo angleško zna, oziroma vsaj dovolj, da bo lahko sledil predavanjem, ne? Tako da, oziroma drugi jezik. Tako da to je čisto na kratko o prijavi. Predlagamo, vedno imamo tako, naj bi predlagali 3 želje, ne? Pomeni, ne vem, jaz se odločim, grem na Finsko, prva izbira Finska, druga izbira Norveška in potem katere institucije. Ne? Tako da, ker ni rečeno, da boste vsi, če slučajno se vas več prijavi, mi imamo z vsako univerzo oziroma fakulteto podpisane sporazume, ampak tam so omejena mesta, ne? Ker če ne, tudi k nam lahko pridete, ne vem, 2 iz ene institucije, mogoče 3, ne? Tako da dejansko ni rečeno, če se bo vas več prijavilo na eno institucijo, da boste vsi prišli na to institucijo. Tako da, ne, malo razmislite, kam bi se prijavili. Ja, pred izpolnjevanjem, mogoče še to, pred izpolnjevanjem prijavnice, imejte pripravljene vse dokumente, tako da samo naložite, ker če ne vas bo vrglo ven in boste imeli dosti dela, čisto tako tehnična izkušnja pač, ne. V bistvu, kar se tiče prijave, še to za študij in prakso, pač v enem letu se lahko enkrat prijavite, ne, tako da, ne, tako. In pač preglejte, no, kaj si želi tudi ta tuja institucija, ker dejansko načeloma ne zavračajo študentov, če jih mi priporočamo, ampak včasih pa tudi se kaj zgodi, ne, tako da bi lahko, če imajo kakšne omejitve. No, tle je še tako ena taka slikica, v bistvu, kje, ne, najdete prijavnico, ste videli, z vašim geslom se prijavite, tako da noben bav, čisto ime, priimek, vaše geslo in ste notri, ne, oziroma mail in številka. Kot sem rekla že prej, no, tako takšen namik, motiviranost pri izbiri, je motiviranost in motivacijsko pismo skoraj najbolj pomembno, dokazilo znanje tujega jezika. Če pa pride v primer, da imamo nekdo iste točke, se pol gleda dodatne kriterije, ne vem, koliko si bil ti aktiven na fakulteti, ne vem, kot tutor, kot podobne stvari, no, kot ko se angažiral za razne zadeve, tako da tukaj se pol gleda in res dajte notri čim več stvari, ki vam bi lahko pač nekako omogočili, da ste čim više na lestvici. Finančna podpora, v bistvu, kot sem rekla, ta trenutek imamo informacijo, zdaj mogoče ne, bo malo višje, malo nižje, ampak načeloma lahko rečemo, da smo 3 skupine, odvisno od države, potem koliko dobiste vi
kam greste, je tudi potem odvisno, koliko boste dobili sredstev. Zdaj, če na hitro povem, Danska, Finska, Islandija, Irska, Liechtenstein, Luksemburg, Norveška, Švedska. V bistvu tukaj imamo 670 evrov. Potem Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Španija, Portugalska. Prav tako 674 evrov, s tem, da potem so tle še dodatne možnosti, in pa najnižji standard je nekako Hrvaška, Bolgarija, Češka, Estonija, Mađarska, potem imamo tle Poljska, Srbija, kjer je 600 evrov. No, tako čisto za okvirno, ne, 600-670. Zdaj, je pa res tudi tako, da imate lahko tudi dodatek za prakso, ki je še 150 evrov, tisti, ki gre na prakso, v bistvu dobi osnovno financiranje plus 150 evrov, oziroma dodatek za študente z manj priložnostmi še 250, tako da s določenimi potrdili še to, tako da dobite oboje, smo že na 400 evrov, in še, če greste slučajno, če imate možnosti zeleno potovanje, je še dodatnih 50 evrov. Ne? Zeleno potovanje pomeni, da greste, ne vem, če bo šel nekdo v Srbijo, da ne gre, pač da gre z avtobusom, ne, čisto tako. To je potem en dodatek. To je čisto na kratko, ampak vse informacije vezane v bistvu na finančne stvari boste vi dobili, ko ste zbrani, in so pol sredstva tudi točno določena in dobiste vse v mail od naše koordinatorce na rektoratu, ki ona se potem, gospa Petra Zidar, se ukvarja s financami, tako da vse finančne stvari boste potem z njo urejali. Tako to. In kot sem rekla še na začetku, mogoče samo OLS, da boste vedeli, kaj sploh se govori, kaj je to Online Linguistic Support. V bistvu to, preden greste, morate narediti en takšen test, da se vidi, koliko znate, v bistvu kakšno je nivo vašega znanja tujega jezika. V primeru, da znate za C2, je to, vas ne bojo več nič spraševali. V primeru, da znate za B1, vas avtomatično dodajo spleten, v bistvu avtomatično spletni jezikovni tečaj. V primeru, da ste vmes, boste pa mogli, ko se vrnete, ponoviti. Ne? Tako da to ponoviti test, ne? Da vidijo, če vaše znanje nadgradilo. Ne? To je vse obvezno, da potem prejmete še razliko sredstev. Ne? Tako da so določene stvari, ki jih morate, in poročilo, ne, na koncu to narediti, da dobite vsa sredstva. Tako da to, ampak to v temu tisti, ki bo zbran, bo potem vse dobil informacije. Ne? Tukaj so moje informacije in kot sem rekla, gospe Petre Zidar, tako da karkoli je, drugače sem jaz tlele v drugem nadstropju, če me kdo rabi, naj pozvoni, ne, tako, ali pa mi pišite najboljše, tako, na mail, pa jaz pol odgovorim, no, to mi je najlažje. Tako, to na kratko bi bilo vse. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, ali pa mogoče vam predstavi še, ne, Mija Umer, ne? Ja, no, Mija Umer imamo, ki ona je tukaj, če koga slučajno, ne? Tako, pa potem vprašanje, naredimo debato na koncu. V redu? Dobro. Ok, Mija, pol pa kar prosim. Ja, samo odprem. Aha, lahko je. Ok, pozdravljeni. Jaz si nisem pričakovala, da vas bo toliko, tako da sem kar malo živčna. In tudi diplomirala sem jaz v COVID časih, tako da sem malo se odvadila tega govorjenja pred toliko ljudmi. Ampak, ja, ok. Torej, jaz sem Mija, absolventka na programu Razredni pouk in trenutno pišem magistrsko nalogo. In v bistvu lani v tem času sem je šla na Finsko za en semester. Bila sem pa v Tamperah. No, zdaj, jaz bi vam pokazala kot eno časovnico, kako so izgledale stvari, predno sem šla, torej nek pripravljalni del in potem še pač akcija in Finska. Tako da, ja, vse se je začelo leta 2021, torej predlani sem bila jaz v tej vaši vlogi. Sem poslušala v bistvu mojega predhodnika Jurija, ki je bil tudi v Tamperah in on me je v bistvu prepričal, da se prijavim, ker je tako zelo lepo sproščeno povedal, da to ni tak big deal
Tako da ja, jaz sem se tudi dosti časa odločala, bi, ne bi, potem sem rekla, ok, se prijavim in ko sem naredila tisti prvi korak, sem si rekla, ok, samo korak za korakom in potem so se začele stvari kar same odvijati naprej in kar naenkrat je bil čas za iti, tako da to res, samo prvi korak je treba narediti in pol steče. No, jaz sem se tudi odločila za Finsko, najbolj zaradi tega, ker imajo kao najboljši izobraževalni sistem na svetu, šolski. Ja, no, potem februarja, kaj lahko jaz taknem? Ja, naprej? Odločitev, naprej? No, jaz se lahko kar tudi vse. No, in potem marca je bil čas za prijavo. Kot je že povedala Maja, gre za spletno prijavo na Visu. Tam je treba oddati 3 različne stvari, torej življenjepis, jaz sem ga napisala na Europassu v angleščini, potem motivacijsko pismo, ki je zelo pomembno, jaz sem ga tudi napisala v angleščini. Če koga zanima, lahko pošljem, mi lahko pišete, bom poslala. In ja, to je pomembno, da se potrudite in potem še dokazilo o znanju tujih jezikov. V bistvu sem jaz priložila potrdilo o opravljenih izpitih iz angleščine iz faksa. Mi ni vzelo dosti časa, pomembno je, da se pri motivacijskem potrudite. In ja, to je to. 8. marca sem oddala prijavnico in konec meseca sem dobila v bistvu sporočilo od fakultete, da sem bila nominirana. To pa še ne pomeni, da sem bila sprejeta, bila sem samo nominirana. Potem me je mogla sprejeti tudi Univerza v Tamperah. No, v bistvu sem pol tle kar dosti časa nisem delala nič, mislim, sem se psihično pripravljala in probala sprejeti, da pač grem. In oktobra je sledila spletna prijava na Tampere Universityju. To je izgledalo zelo podobno. V bistvu sem mogla priložiti spet motivacijsko pismo, potrdilo o znanju jezika in potem pa še indeks ocen v angleščini in pa študijski sporazum. Tako da tle vmes sem tudi študijski sporazum delala. In kot so že prej povedali, je to zelo enostavno zdaj. Greste samo do predstojnika oddelka in on va to vse pregleda, potrdi, vam pove, če kaj ni v redu. Jaz sem se tega lotila tako, da sem najprej pogledala, katere predmete bom imela doma v 2. semestru 5. letnika. In potem sem primerjala malo cilje in tako naprej z cilji na Finskem. In tudi te kreditne točke, seveda se vam morajo pokrivati in tako naprej. Ok. No, potem oktobra sem se tudi malo ustrašila, zato ker so mi pisali iz Tamper, da je zelo veliko število prijav in da bojo mogli za 30% zmanjšati, pač 30% jih bojo mogli sekati. Tako da sem, ja, to je bila malo panika, ampak potem na srečo sem bila sprejeta. No, in kot vidite, jaz sem v bistvu tle že šla, tle sem pa bila komaj sprejeta, tako da sem bila malo panična. Mislim, letalsko karto sem kupila komaj oktobra, tako da je bila kar draga in tudi za stanovanje, tam se ne vidi, tam oktobra sem si še stanovanje zrihtala. V bistvu, ja, tudi to je bilo malček tako, no, vse zadnji moment, ampak mislim, da zaradi tega, ker je bil COVID takrat in se jim je vse malček zamaknilo in en semester prej je bil scanclan, tako da so vsi še z tistega semestra pač prišli na ta semester. No, in stanovanje sem dobila tako, da sem se v bistvu pri njih prijavila na eno tako stran, ki se kliče TOAS. Ti samo napišeš, kaj pričakuješ, koliko si pripravljen dati in oni ti dajo neko ponudbo. Tako da sem dobila eno fulmičkeno stanovanje, sobo v centru Tamper. To je bila v bistvu soba z kopalnico in skupna kuhinja. In bila je pa nekje 340 na mesec. Tako da jaz sem si s to subvencijo vse to pokrila. Je pa res, da sem imela malo nižjo subvencijo, zdaj me je kar presenetilo, se je ful zvišalo. Jaz sem imela 520 na mesec, zdaj pa je 600 pa neki. No, in potem novembra je sledilo panično nakupovanje najbolj toplih stvari, ki sem jih našla povsod. Pač bunda, potem to smučarsko perilo tudi, mislim, vse
pižama topla. Jaz sem mislila, da bom tam kar zmrzovala cel čas, pa ni bilo tako. In potem se je začelo odštevanje. Da vidim, če sem še kaj pozabila. Ja, ok, in potem 5. januarja sem imela let, z 2 velikima kufroma so me pustili na ljubljanskem letališču. Ok, lahko naprej. Ok, in zdaj sem že tle. To je Finska, Tampere. V bistvu na začetku je bilo malček tako, vse je bilo zaprto, ker so zelo resno jemali, mislim, se prav, da so ga jemali, COVID. In malo sem se spet ustrašila, zato ker je bilo tako, ja, malo, ne vem, vse mrtvo, zaprto, vse se je zapiralo ob 6. popoldan, ni kazalo dobro. Težili so nam, da moramo biti po 3 v kuhinji naenkrat, mislim v naših nastanitvah, kar veste, da že tako je nemogoče, kaj šele pri Erasmus študentih je bilo pa totalno neizvedljivo, ker ni, da smo bili 3, nas je bilo 30. In ja, no, na začetku je bilo organizirano ogromno nekih dogodkov, zdaj lahko tudi naprej. Ja. Kaj v Lapinkariju? Kaj to je Lapinkari mogoče? Ne. Aha, ok. Ja, ok, super. Ja, jaz sem vedela, da ste tam, sem zvedela en dan prepozno in zato nisem vas mogla priti poslušati. Ja. Drugače je tle še zemljevid. Tampere so v bistvu med 2 jezeroma, tako, ful dobro. In jaz sem bila tle v centru čisto. Ok, lahko naprej. To so ta jezera, v bistvu lahko po zimi to vse zamrzne, lahko hodiš in drsaš po jezeru. Lahko naprej. Ja, in potem je bilo organizirano dosti teh aktivnosti prav za Erasmus študente. Večinoma so bile organizirane zunaj, zato ker pač zaradi COVID-a. Tako da ja, razni pohodi, sankanje, potem neka druženja, nočni pohodi, dnevni pohodi. Ja, to so bili lasi, ki so mi zamrznili. Ja. Ja, tako. In, ok, samo malo. No, potem smo si pa organizirali dosti potovanj tudi. Oziroma, dosti potovanj so oni organizirali. To je bilo eno izmed potovanj, ki so nam organizirali oni. Je bilo prav za Erasmus študente in to je Laponska oziroma Lapland. Smo šli čisto na sever, vozili smo se z avtobusom, tako 20 ur. Ampak se je splačalo, no, je bilo res lepo, smo vozili motorne sani, Božička smo obiskali in z Husky smo se vozili, tako da ja, lahko naprej. Potem še en organiziran izlet, ki je bil tako kar nor, so bili Pirates of Baltic Sea, lahko še enkrat dobe. To je bilo zame, mislim, noro. To je bilo kot nek maturantski izlet 2. Meni je bilo tako kar malo too much. V bistvu smo z enim trajektom šli iz Helsinkov do Štokholma in nazaj. To sta bili 2 noči in vmes v tem času vožnje so bili na tem trajektu organizirali dogodki tipo spoznavanje ostalih. Bilo je 1800 študentov na tem trajektu. To je v bistvu, pridajo Erasmus študentje iz Finske, Estonije, Litve, Latvije in Poljske, se mi zdi. Tako da nas je bilo res dosti. In potem so organizirane pač žurke, spoznavanja, neki datingi, ne vem kaj vse. Tako da ja, in potem si greš pogledati ta Štokholm, ampak mislim, moram povedati, da so obstajali tudi ljudje, ki sploh niso šli dol z trajekta, ker pač so spali, niso si šli Štokholma sploh pogledati. Jaz sem šla, ampak to si imel tako 6 ur za po mestu in potem nazaj. Tako naprej. No in potem smo v lastni režiji še šli pogledati baltske države, torej Litvo, Latvijo in Estonijo. In tudi v Helsinkih sva s prijateljem sva se zagrebla, da sva dobila možnost, da greva pogledati tudi 2 šoli finski in sva zvedla tudi dosti o sistemu in tako naprej. Ja, oni se tam učijo tudi, kako prati, likati, šivati, kuhati, tako da ja.
No, dosti ljudi me je spraševalo, če sem sploh kaj študirala, tako so mi pisali, kaj si ti šla sploh tja delati. Mislim, naj bi bila študijska izmenjava. V bistvu, ja, s študijom je bilo tako, da sem, lahko kar vse. Glede na to, da je bil COVID, je bilo veliko predmetov nadaljavo, kar pomeni, da pač je bilo prilagodljivo. Potem je bilo dosti tudi, oni imajo te independent projects, ma tudi ko ni COVID-a imajo oni to. To pomeni, da v bistvu si sam predelaš gradivo in potem napišeš ali esej, ali narediš nek projekt, v bistvu vse sam, tako da si lahko sam razporediš in organiziraš čas. No, dosti esejev praktičnega dela. Imela sem v bistvu samo eno predavanje, samo en predmet v živo. Bil je intensive week in to pomeni, da v enem tednu si v bistvu na faksu od zjutraj do zvečer v bistvu in pač potem tako narediš ta predmet. No in nažalost so tudi odpadli obiski šol v okviru fakultete. To sem bila malček razočarana, spet zaradi COVID-a, nam niso pustili, da bi prišli pogledat. Zato smo se to pol sami organizirali, ampak ja, no, dosti stvari je odpadlo, dosti stvari je bilo prilagojenih in zato smo uspeli toliko potovati. Ja, tako je izgledala fakulteta, zelo moderno. Tako imajo take študijske sobe, kjer imajo, ne vem, Nintendo, igrice lahko igraš, namizne igre, spiš. No, to so pa menze, to je samo ena izmed. Za 2,70 sem jaz jedla kosilo vsak dan, kar se je ful splačalo. Je pa to samo eden izmed kampusov, tam so tako 3 ali 4 kampusi, vsi tako veliki. Ta je glavni sicer, ampak ja. No, največ smo se družili tako študentje med sabo, Erasmus študentje. Organizirali smo si dosti takih druženj, ne vem, piknike, potem v savnah smo se dosti družili, zato ker tam je pač vsaka ta nastanitev imela svojo savno, tako pač tam je. Kuhali in tako, spoznala sem dosti tudi Italijanov, Nemcev, Špancev, najbližje sem si bila z eno punco iz Libanona, bili so tudi Urugvajci in Argentinci, med drugim tudi kar 6 Slovencev, tle smo 4, vsi Slovenci. In ja, glede Fincev pa je tako, da so zelo zadržani, nisem imela prav dosti stikov z njimi, ker se držijo bolj zase. V bistvu so me nagovarjali samo, ko so mislili, da sem Finka, ali pa, ko so bili pač pijani. Takrat so ful glasni. In ja, in drugače sem pa imela v bistvu tak bližji odnos samo še s tutorko. Me je prosila tudi, da njene mačke čuvam, ko je šla na en izlet in tako. In ja, videla sem Severni sij. Sem imela ful srečo, to je bilo kar v Tamperah, ni bilo sploh severneje, tako da ja. In nič, to je to. Jaz upam, da sem vas prepričala. Zdaj res stvari niso tako zahtevne, kot se mogoče slišijo, je treba samo začeti. In nič, to je to. Če vas vsaj malo vleče, dajte to narediti. Tako da ja, to je to. Hvala. Hvala, Mija, super. Zdaj preden bi mogoče, preden še par vprašanj, imamo še našo študentko, ki sem vam rekla, se nam javlja iz Portugalske. Tadeja, se slišimo? Se slišite? Evo, sem vas že napovedala, tako da, evo, lep pozdrav iz Kopra. No, zdaj kar mogoče, mi smo tukaj imeli zdaj ravno eno predstavitev z Finske, tako da je študentka Mija zdaj razložila, kako je bilo, pa mogoče zdaj iz teh hladnih krajev, da gremo kar malo še na Portugalsko. Tako da še vi na kratko, če malo pišete vašo izkušnjo, kot tlele polna, vi ne vidite, ima je polna v bistvu predavalnica. Evo, zdaj vam bo naš prodekan pokazal, je res ogromno. Ja, tako. Tako da kar vas prosim, evo. Aha, sekundo. Share screen. All. Je tako, mislim, da zdaj bi mogli.
slišite? Boste malo bili... Ne. Ja, prosim, kar začnite. Pozdrav z Lizbone. Jaz sem študentka 3. letnika razrednega pouka in zimski semester opravljam na izmenjavi v Lizboni. Tukaj sem že 4 mesece, še 1 mesec mi je ostal. Pa bom zdaj sam na hitro malo povedala o tej moji izkušnji. Vse verjetno te formalnosti ste že slišali. Bom kar nehitro povedala, torej jaz sem se odločila za izmenjavo kar nehitro, ko sem se udeležila tega sestanka, na katerem ste vi danes. Potem v 10 dneh sem oddala te dokumente, izbrala sem se univerzo v tujini. Zdaj tukaj mogoče samo, da povem, da je fajn, da si pogledate tudi seznam predmetov in pa začetek študija, ko je že vse objavljeno na spletni strani, tako da si boste potem lažje predstavljali, kako poteka na tej univerzi v tujini. Potem oddala sem Europass, življenjepis, ki izgleda tako, kakor imate tukaj spodaj na slikci, potrdilo o znanju tujega jezika, mislim, da sem oddala potrdilo, ko ga dobiš na koncu splošne mature, in pa eno motivacijsko pismo. Zdaj največ časa tu vzameta ta Europass, življenjepis in motivacijsko pismo, ampak tudi tu ni taka reč en dan za vsako stvar in je narejeno. Ko to daš, dobiš odločbo po pošti, jaz sem dobila 4. aprila, tako da nekaj časa počakaš in potem dobiš odločitev po pošti. Tako še, kaj je treba narediti pred odhodom v tujino, učni sporazum, kar pomeni, da pogledaš predmete, ki jih moraš opraviti na domači univerzi in predmete, ki jih ponujajo na tuji univerzi in si izbereš najbolj ekvivalentne predmete. Tukaj imaš tudi mentorja, tako da nisi sam in ti tudi mentor dosti pomaga. Potem še pred odhodom oddaš prijavo na univerzo, vlogo za financiranje, še to mogoče povem, jaz za 131 dni, ko se mi šteje, dobim 20 € na dan. Tukaj na slikci zraven pa imam ta learning agreement, tako izgleda, da si malo predstavljate. Ko enkrat prideš v tujino, podpišeš dokončno pogodbo in tukaj lahko tudi že spremeniš učni sporazum, tako da ni še vse dokončno rečeno v tej fazi pred izmenjavo. In tukaj se potem tudi dogovori s profesorji na domači univerzi. Tudi tega jaz nisem prej vedela, tako da veste, kdaj se je potrebno dogovoriti s profesorji, katere predmete ti bojo priznali in kakšne so še tvoje obveznosti. Zdaj naprej, če povem, jaz, ko sem prišla sem, v bistvu sem mislila, da je vsak študent bolj sam sebi prepuščen, ampak obstajajo Erasmus organizacije, ki organizirajo različne izlete in dogodke, tako da tukaj spoznaš lahko ogromno ljudi, ogromno Erasmusov, in tako odvisno od lokacije, ki si jo zberete. Te organizacije so različno aktivne na različnih lokacijah. V Lizboni moram reči, da so zelo aktivne, tako da tukaj imam tudi 2 koledarja od novembra in vidite, da je bilo kar pestro, kar dosti aktivnosti se je izvajalo. Pa mogoče še kakšne priporočila, predloge, nasvete, stvari, ki si jih jaz želim, da bi slišala preden sem šla na izmenjavo. Fajn je, da si čim prej rezervirate stanovanje, ker jaz sem ga iskala od začetka avgusta, našla sem ga konec avgusta, 14. septembra pa sem že letela, tako da praktično 2 tedna preden sem prišla na izmenjavo, sem našla stanovanje. Jaz
priporočam, da si ga začnete iskati že prej, že takoj, ko se prijavite na univerzo v tujini. In pa še to, no, fajn je biti tudi pozoren, da iščete stanovanje na zanesljivih straneh, kot so te v oklepaju. Poznam 2 Slovenki, sta prišli na izmenjavo, misleč, da imata stanovanje, plačali sta tudi že določeno vsoto lastnici. No in sta prišli sem in je lastnica blokirala, ker tega stanovanja sploh ni bilo. Tako da je tudi dosti nategov in je treba biti res previden. Na kakšnih Facebook skupinah je tako malo za biti previden. No. Ja, pa mogoče tu znanje angleščine, če se bojite, da vaše znanje angleščine ni dovolj dobro, to tudi ni nek problem, poznam dosti Erasmusov, katerih angleščina na začetku ni bila lih blesteča, ampak je to tudi edinstvena priložnost, da si izboljšate znanje angleščine. No pa še tu, mogoče meni se je ful porajalo vprašanje, preden sem prišla sem, v kakšnem jeziku je tle pouk, ker jaz portugalsko ne znam. Ja, jaz v bistvu imam pouk v portugalščini, s tem, da mi potem profesori ali pa študentje pomembne stvari razložijo v angleščini, pa tudi Google prevajalnik je tukaj v veliko pomoč, lahko skeniraš s PowerPointa in imaš takoj v slovenščini zapiske. Tako da ja, pri meni to zdaj ni problem, ampak itak je odvisno od predmeta, profesorja, države, tako da ja, no. Jaz imam portugalščino, ampak imajo tudi nekateri študentje v angleščini pouk, tako da je čisto odvisno. No. Ja, no, to je zdaj bilo na hitro z moje strani, če ima kdo še kakšno vprašanje, ne vpraša. Mogoče najprej, če imate kaj za njo vprašati, da je potem, če ne spustimo, pa tudi pol Tadejo, če imate kaj za vprašati, mogoče. Ima kdo kakšno vprašanje? Tadeja, nič, hvala. Ne? Jaz mislim, ker smo zdaj že dvakrat tako približno podobno povedali, ste super predstavljali še vašo izkušnjo, tako da se vam zahvaljujem. Verjetno, če bo pa kdo še kaj, ne, kakšno vprašanje imel, pa vas bomo še kontaktirali, prav? Ja, zmenjam. Hvala. Evo, vam ploskajo. Svidenje. Ja, zdaj počasi vem, da imate že predavanja nekateri naprej, ne? Mogoče še kakšno vprašanje za Mijo, zame. Osnovno, mislim, da zdaj nekako osnovne stvari ste zvedli, ne? Zdaj sigurno, če se odločite pol, ne, malo za razmisliti. Jaz? Vprašanje za to, ta praktičen Erasmus. Ja. To v bistvu moramo mi imeti, ne vem, pač to je v okviru prakse, kakor jo imamo pač zabeleženo v učnem načrtu, ali je to v bistvu lahko posebej praksa? Pač ne vem, kot socialno-pedagoška praksa, a to se šteje pod to, ali je to čisto posebej? Mislim, da je oboje možno, ne? Kolikor jaz vem, to bi mogla preveriti, ampak mislim, da je oboje. Vem, da naprimer nekateri so delali prakso, to, ki imate obvezno tukaj, pa so šli potem še prakso delati v tako. Ja, mislim, da je zdaj po novem oboje možno. Moram pa to potem preveriti, kdo bi, mislim, ne. Tako da je sigurno možno, da greste. Zdaj, samo ali se vam bo v celoti priznalo, ali se vam bo samo ne, priznalo kot dodatno. Tako. Potem v bistvu moramo imeti absolventa, naprimer, če je prijatelj, ki se možno absolventa, še potem imeti na Erasmus. To je bilo vprašanje, ja, to so že, to moram dejansko, mislim, da se da tudi zmeniti, no, da greste še, ko ste tukaj, da izvajate to prakso dol, ne. Naprimer, da izvajate, naprimer, ko imate še, ko nimate še absolventa, ne, v bistvu, ko imate, ja, tako, ko ste še reden študent, da lahko že delate v prakso. Ampak to vam bom lahko preverim, pa se slišiva, prav? Tako. Ja. Čakajte, mogoče mikrofon zdaj. Ja, mogoče bo boljše tako. Če ne, pol ne bojo. A ja, ne primam. A ja, okej. Če je kakšna možnost, da greš vseeno za 2 semestra? Ali pač to ni nobene? Finančno, mislim, v bistvu tako.
V bistvu je tako, če se nekdo odloči za 2 semestra, financirano mi kot univerza vam lahko za 1 semester zagotovimo. Ti greš lahko na, se reče v bistvu na Erasmus kot zero grant, ne? Če se zmeniš, da bojo ti priznali tudi tlele, si lahko potem, zero grant pomeni, da ne dobiš štipendije, pomeni, da si moraš sam plačati mobilnost. Če te nekdo sprejme, če se zorganiziraš, tudi to je možno. Ampak dejansko sredstvo boš naprimer dobila za 5 mesecev, ne, za 1 semester. Tako da je možno podaljšati, ampak brez sredstev. No? Tako, če se dogovoriš tukaj potem tudi z profesorji. Ja. No, evo še, ja. Kaj so samo te institucije, ki so na razpisu možne, ali se lahko nekaj tudi sam zmeniš? Ne. V bistvu za študij je potreben ta sporazum. Ne? Tako da zdaj konkretno, naprimer to je tako, lahko rečemo, da je živo, ne? Kar pomeni, da se spreminja in da mi tudi podpisujemo sproti kakšne sporazume. Naprimer, če imate res neko institucijo, da veste, da ni rečeno, da vas bojo sprejeli, ne? Mi moramo z njimi podpisati sporazum, vas nominirati in tako naprej. Naprimer, konkretno tukaj imam to potem tudi v prilogi seznam institucij, s katerimi mi imamo pač možnost sodelovati in se študenti prijavljajo oziroma pridejo k nam. Tako da mora biti podpisan od zadaj ta bilateral agreement, ne, sporazum. Ne moremo kar tako. Za prakso je to drugo, ne, medtem ko za študij pa ne. Ja. Še kdo, kakšno vprašanje? Vse vseeno, ja. Samo vam pridite bliže, no, da.